Na morju, dobro. In super je bilo. Oglasil se je šolski zvonec in počitnic je konec. Okoli 174 tisoč osnovnošolcev in 75 tisoč dijakov je 1. septembra znova sedlo v šolske klopi. Letošnja generacija prvošolcev je najštevilčnejša v zadnjem desetletju. Med 21.807 prvošolci so tudi 3 gluhi učenci osnovne šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Na osnovni šoli imamo letos skupaj kar 139 učencev. Od teh 139 učencev je 19 otrok gluhih in naglušnih. Od vseh ima 8 polževe vsadke. Potem vprašala ste, kar se tiče novincev. Letos imamo 3 prvošolce gluhe in naglušne in eno novo deklico v 2. razredu, ki je prišla iz integracije. Tako da, če primerjamo, prej imamo kar porast vpisa, nekje celo 20% glede na prejšnje šolsko leto. Letos v osnovni šoli so 4 oddelki, v katerih so vsi otroci gluhi in naglušni. Za potrebe tolmačenja imamo tolmača in pol, za potrebe celega zavoda. Seveda pa tudi učitelji znajo znakovni jezik. Tujega jezika kot izbirni predmet v 1. razredu na zavodu niso uvedli. V okviru neobveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti pa omogočajo učenje slovenskega znakovnega jezika. V samem predmetniku slovenskega znakovnega jezika v naboru predmetov še ni. Vendar se pogovarjamo z Zavodom za šolstvo o prenovi programov za gluhe in naglušne ter o tem, da bi morda jezik, slovenski znakovni jezik, vendarle prišel tudi v ta nabor. Znakovnega jezika še ne znam, ampak se ga želim naučiti, da se lahko tudi z drugimi pogovarjam. Center za sluh in govor Maribor in Center za korekcijo sluha in govora Portorož tudi v tem šolskem letu nimata gluhih prvošolcev. Oba pa beležita porast skupnega števila osnovnošolcev. V Portorožu je skupaj 73 učencev v šolskih in predšolskih programih. V mariborskem zavodu jih je 44, v vrtcu in 132 v osnovni šoli, od tega 8 otrok z okvaro sluha, enemu gluhemu osnovnošolcu še urejajo pravico do tolmača. Letos se bo 6 gluhih otrok izobraževalo na rednih šolah s tolmačem. Načelno se nam število tudi gluhih otrok, ki so vpisani na zavod, povečuje. Izrazito to velja za srednjo šolo. In tudi otrokom gluhim, ki so v integraciji, nudimo dodatno strokovno pomoč. Nekaj manj kot 400 ur na teden naredimo, okoli 20 strokovnih delavk dela s temi učenci. In še novost, tudi gluhim otrokom, ki so v integraciji, pa je njihov materni jezik znakovni jezik, se zagotavlja tolmač in letošnja rešitev je še bolj celostnejša in praktično bomo v zavodu imeli zaposlenega med 4 in 5 tolmačev. Integracija ni vselej uspešna, opažajo na srednji šoli ljubljanskega zavoda, kamor je letos vpisanih 73 dijakov, med njimi tretjina gluhih in naglušnih. Obiskoval sem ta Center za korekcijo sluha in govora Portorož. Odločil sem se za to šolo, ki me pač zanima smer in tudi ne vem kam drugam. Katero smer si pa
izbral? multimedijski tehnik. In kaj te najbolj zanima? Animiranje, pol tudi slikanje in take stvari. V prvih letnikih je 19 otrok in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in pa srednjega strokovnega izobraževanja. Prihajajo torej iz šolskega centra v Mariboru, iz Portoroža in iz naše osnovne šole, pa tudi iz integracije. Kar 2 oziroma 3 mladostniki so hodili v redne srednje šole, kjer so bili neuspešni in se zdaj vračajo v srednjo šolo ponovno k nam. Ta trenutek pa ostajamo na istih programih kot v preteklem šolskem letu, se pravi programi strojništva, grafičarstva, lesarstva, tekstilstva in pa računalništva. V prihodnjem šolskem letu želijo gluhim in naglušnim dijakom omogočiti pestrejšo poklicno izbiro. In se je pokazalo, da je želja nadaljevati nekaj v zvezi z prehrano, se pravi nekaj v zvezi bodisi s slaščičarstvom ali kaj podobnega. In v tej smeri razmišljamo. Pokazal se je tudi interes bodisi za avtomehaniko ali pa povezavo nekaj z zemljo, se pravi vrtnarstvo, cvetličarstvo. Točno se bomo pa skupaj dogovorili z ministrstvom, ker je ministrstvo tisto, ki razporeja programe po posameznih ustanovah. Zaradi večjega vpisa učencev se zavod sooča s prostorsko stisko. Tako bodo v tem šolskem letu 4 razredi osnovne šole gostovali v prostorih srednje šole. V prihodnje načrtujejo nadgradnjo obstoječe stavbe. Svetujemo vsem učencem, staršem, učiteljem, da so mirni, da spoštujejo drug drugega, da se poslušajo, da poskušajo razumeti drug drugega in upoštevajo vsa ta navodila. Če bodo prijazni, strpni in tolerantni, bomo veliko stvari pripravili, zato da bo tudi učna snov lažje stekla v glave naših otrok.